Ko govorimo o popolni belini, s tem mislimo, da so beli vsaj trije od osnovnih elementov interjerja: tla, stene, strop, stavbno pohištvo ali večji kosi pohištva. Če so trije elementi beli, bo belina vizualno prevladala in interjer bo deloval izčiščen in minimalističen, hkrati pa bo prostor videti večji. Tukaj je konkreten primer. Majhno stanovanje, ki se nahaja v središču Ljubljane, je bilo nekoč najemniško študentsko zatočišče. Iz ozkega, podolgovatega in temačnega prostora je oblikovalec interjerjev Igor Anđelić ustvaril majhno, vendar zračno zen oazo. Igorja sicer poznamo bolj kot fotografa, vendar pa se z oblikovanjem interjerjev ukvarja že od 90-ih let. Začel je z oblikovanjem javnih oziroma družabnih prostorov v naši prestolnici. Zanimalo nas je, kaj je tisto, kar ga v teh praznih, svetlih in minimalno opremljenih prostorih najbolj privlači. Predvsem mene v prostoru me zanima človek. Človek je tisti, ki obogati prostor. Ne pohištvo, ne, to je samo dekoracija. Ne. Ampak ta duša, ne, ali postavimo eno rožo v minimalistični prostor, bo ta izgledala kot velik šopek, recimo. Ne. V prostoru, ki je mogoče bolj eklektičen ali bolj napolnjen, se pravi, bo treba dati lih obratno. Ogromen šopek, da bo prišel do izraza. Stanovanje je veliko vsega 18 kvadratnih metrov, vendar na prvi vtis deluje večje. Igor pri oblikovanju interjerja ni spreminjal tlorisa, izkoristil pa je visoke stropove in je prostor oblikoval v 3 nivojih. Ko sem vstopil v to stanovanje, me je seveda impresionirala sama višina stanovanja, sama višina prostora. Drugače je imel precej obliko hodnika, ne, nekako. Glede na starost zgradbe, ne, starost stanovanja tudi, ki se nahaja v Piano Nobile, se pravi prvo nadstropje v središču mesta, sem se zavedal tudi po drugi strani, da je recimo tukaj, da so zidarska dela recimo precej komplicirana. Ne. Potem sem pa pogledal še okno, recimo, ne, ki je bilo precej visoko, če dvignem nivo tav, da v bistvu dobim francoski balkon. Ne. S tem smo zadevo že precej valorizirali, skratka, ker ti potem stoje, recimo, ne, lahko opazuješ glavno ulico v mestu. Ne. Znano je, da prostor na videz lahko povečamo, če uporabljamo monokromatsko barvno paleto. Za Igorjeve interjerje pa je značilna uporaba bele barve. Tudi tukaj dominira bela, zato nas je zanimalo, ali je to njegova najljubša barva. Pri barvah zaenkrat nimam odstopanja, to je belo, to je nekako pravilo. Materiali so pa kar se da sodobni, skratka sledim vsem novostim na tržišču, recimo pred leti sem že, recimo salon Minimal je bil barvan z lateksom, recimo, ki je bil en prvih v Ljubljani takrat. Do takrat so ga edino bolnice uporabljale, ne, recimo, ljudje dostikrat mislijo, da je to oljnata barva, pa da stene ne dihajo, obratno. Barva je pralna, diha in obenem lahka za čiščenje, ne, recimo. Kar se tiče tav, uporabljam epoksi, zadnje čase mikrocement, veliko stekla, s katerim dobivamo prosojnost in volumen seveda samega prostora. Kadar vstopimo v minimalistično opremljen prostor, nas vedno najprej prešine, kako prazno oziroma pospravljeno je vse. Takoj zatem pa se vprašamo, kje vendar imajo spravljene vse možne osebne predmete, brez katerih si sami ne predstavljamo udobnega bivanja. V samem stanovanju, če gledamo z tega minimalističnega pristopa, ne, so recimo te površine zelo dobro izkoriščene. Ne. Seveda, vsak element lahko vsebuje, če lahko temu rečem, kontejner ali pa shranjevalno površino, kot recimo te stopnice, kjer imamo seveda tukaj omaro, ne, recimo, ali pod sediščem, ki je tudi možno za shranjevanje. Kadar si v revijah ali na televiziji ogledujemo minimalistično urejene domove, si ponavadi mislimo, da je vse to le prirejeno za snemanje. Pogosto slišimo tudi komentarje, češ da gre le za arhitektovo muhavost, saj zagotovo tudi sam ne živi po načelih minimalizma. Vendar pri Igorju ta trditev ne drži. Tudi sam živim po tem načelu less is more ali manj je več. Ne. Čeprav zadnje čase mi je mogoče bolj všeč pregovor less is enough, manj je dovolj.